Redke bolezni so praviloma stanje, ki ga odkrijejo že pri zelo majhnem otroku, ki se tega seveda v tistem obdobju svojega življenja ne zaveda. Drugače pa je s starši, bistveno drugače, kajti pojavijo se strahovi, skrbi, dileme, vprašanja in vi jim pri tem zagotavljate celovito pomoč. Nam lahko iz svojih kliničnih izkušenj poveste kakšen primer ali dva, kaj se dogaja, kako je staršem mogoče pomagati in s tem seveda tudi malčku, da čim lepše raste in živi tudi kasneje, ko odraste, kakovostno življenje. Ja, zdaj tako je, da do diagnoze redke bolezni lahko pridemo po različnih poteh. Ena izmed možnosti je klinična pot. In takrat starši ob diagnozi redke bolezni doživljajo veliko enih strahov, negotovosti, pomanjkanja informacij in tudi posledično občutka osamljenosti v tem. Hkrati pa, kadar je bil simptom že prej izrazit oziroma so že prej opažali določene simptome, lahko pride tudi do občutka olajšanja, ne? Po drugi poti pa pridemo do teh diagnoz skozi proces presejanja novorojencev. Takrat so novorojenčki stari res malo, ne? To so dojenčki in takrat v bistvu starši mogoče še težje razumejo to, da pri otroku, pri katerem ni nobenih znakov oziroma simptomov, da je prišlo do bolezni, ne? Vloga psihologa v timu je, da res sodeluje interdisciplinarno z zdravniki, z socialno delavko, s fizioterapevti, z dietetiki in da zagotavlja neko tako celostno podporo v smislu, da vedno otroka poskušamo gledati celostno, z vsemi njegovimi močnimi točkami, željami, njegovimi prednostmi, temu, kar se on želi. Hkrati pa tudi v bistvu opozarjamo starše na to, da je pomembno ob zdravljenju tudi upoštevati vse te vidike. Pomagamo tudi pri tej komunikaciji z zdravstvenim osebjem, zaradi tega, ker velikokrat se zgodi, da starši kakšne informacije narobe razumejo in se iz tega razvijajo določeni strahovi ali pa neke stiske, ki lahko, če ni psihologa ali pa če se to pravčas ne prepozna, lahko vztrajajo dolgo časa, ne? Tako da en vidik je ta komunikacija, drug vidik je to, da sploh prepoznamo mehanizme psihološke, ki so v ozadju, ne? Potem sodelujemo s šolami, z vrtci, po potrebi razvojno spremljamo otroka. Tako da en tak celovit pristop imamo pri tem, ne? Da podpremo družino iz različnih strani. Predvidevam pa, da predstavljate tudi nekakšen balzam za psihostaršev, za katere se mi zdi, da dostikrat otroka, če izvejo, da ima neko redko genetsko obolenje, želijo preprosto zaviti v, pod navednicami, vato in poskrbeti, da se njegovo stanje ne bi še poslabšalo. Ja, vsekakor. V bistvu en del našega dela je razvijanje tega zaupnega odnosa s starši, da imajo lahko neko osebo, ki ni vključena v to družinsko dinamiko, in je strokovnjak, kjer lahko potožijo o različnih vidikih, od tudi do nekih težav v okviru zdravljenja, tako da tudi ta del je pomemben del pri nas, In hkrati tudi, da opozarjamo na to, da otroci v različnih razvojnih fazah različno razumejo bolezen in je tudi to čisto okej. In podpremo tisti del, ki je v nekem obdobju bolj v ospredju za otroka.